Spoštovane profesorice, spoštovani profesori slovenščine, lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Založbe Mladinska knjiga. Moje ime je Aleksandra Lutar Ivanc in sem urednica za učbenike. Z mano pa so danes avtorji novih učbenikov za jezikovni pouk Moč jezika. In sicer dr. Kozma Ahačič, sodobni slovenski jezikoslovec, vizionar sodobnega razvoja slovenščine in njene prihodnosti, in seveda predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Potem dr. Irena Krapš Vodopivec, dolgoletna profesorica slovenščine na Škofijski gimnaziji v Vipavi, in dr. David Puc, ravno tako dolgoletni profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Avtorji vam bodo danes predstavili najnovejše gradivo, ki ga pripravljamo za pouk jezika v 3. letniku srednješolskega izobraževanja. Zahvaljujemo se vam, da ste se odzvali današnjemu druženju, ki bo predvidoma trajalo 1 uro, s sklepnim pogovorom na koncu, ko boste predavateljem lahko zastavili vprašanja, oni vam pa bodo nanje odgovarjali. Novo učno gradivo za jezikovni pouk Moč jezika, ki je potrjeno pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, gotovo že poznate, veliko od vas pa jih že tudi uporablja z dijaki v razredu. Naslednji teden bomo pospremili v tiskarno prvi del že 3. letnika, ki obravnava pomembno slovnično vsebino, to je skladnjo. Tako bodo v nadaljevanju vam bosta vsebino skladnje v novem učbeniku predstavila avtor koncepta in rokopisa dr. Kozma Ahačič in avtorica rokopisa dr. Irena Krapš Vodopivec. Avtor dr. David Puc pa vam bo predstavil koncept obravnave pravopisnih vsebin in pa besedilnih vrst. Preden pa predam besedo predavateljem, vas še povabim, da si vse izdaje učbenikov Moč jezika pogledate tudi na izobraževalnem portalu Založbe e-šola.mk. In sicer tam imamo interaktivne nadgradnje vseh tiskanih izdaj Moč jezika in bogate predloge za delo v razredu, vključno z letno učno pripravo. Tako, sedaj pa besedo predajam prvemu govorcu, avtorju dr. Kozmi Ahačiču. Izvolite, dr. Kozma Ahačič. Dober dan in lep pozdrav vsem. Zelo sem vesel, da smo skupaj pri nastajanju in začetku uporabljanja tega, po mojem mnenju, res dobrega učbeniškega kompleta, s katerim na neki način orjemo ledino v slovenskem prostoru. Gre namreč za prvi učbeniški komplet po dolgem času, ki v celoti temelji na novi šolski slovnici, na novih jezikoslovnih spoznanjih in ki želi po eni strani biti res sodoben, hkrati pa razumeti, da današnje dijake in dijakinje in tudi vas, profesorice in profesorje, kajti svet, v katerem smo se znašli, je krepko drugačen, kot je bil pred 10 letjem, 2. Vsi imamo isti cilj, in sicer kako čim bolje usposobiti dijakinje in dijake na to, da bodo suvereni v slovenščini, obenem pa tudi na to, da se bodo zavedali, kaj je jezikoslovje in kako jim lahko znanje slovenščine koristi pri učenju tujih jezikov. Pouk slovenščine ni samo praktični pouk, ampak je pouk jezika, torej pouk tistega, na čemer temelji celotno naše znanje. Česarkoli se dotaknemo, pri vsem je slovenščina. In pomembno je, da slovenščina vzpostavlja vedno znova in tudi ohranja status temeljnega predmeta na srednjih šolah. V novem zvezku našega učbenika
je z didaktičnega vidika kar nekaj premikov glede na učbenike, ki ste jih za skladnjo uporabljali doslej. In ker smo avtorji izhajali predvsem iz vaših potreb, torej iz potreb, kot smo jih slišali od profesoric, profesorjev, dijak in dijakov, verjamem, da bodo naše nove rešitve dobrodošle. Učbenik omogoča, da se prilagajate sproti vašim dijakom, celo posameznim razredom. Danes so na srednjih šolah zelo različni dijaki in tako lahko z nekaterimi obdelate podrobno vsak del učbenika, z drugimi lahko tudi kaj izpustite, saj so težje in nadstandardne vsebine vedno zelo jasno označene. Vsaka vsebina pa ima tudi povzetek z znanjem, za katerega je mišljeno, da naj bo trajno. To razlikovanje med bistvenim, manj bistvenim in nebistvenim je glede na različnost dijakinj in dijakov, s katerimi se srečujemo, zelo pomembna. Učbenik je, kot ste opazili tudi že pri predhodnih učbenikih, tudi zelo dobro prilagojen dobri pripravi na maturo. Skrbno namreč ločuje med podrobnostmi in temeljnim znanjem, posnema nekatere dobre maturitetne naloge, posebni okvirčki z opozorilom na najpogostejše napake pa so tudi zelo dobra predpriprava na kakršenkoli šolski ali potem maturitetni esej. Mogoče bi vas tu opozoril na eno od mojih zadreg. Mislim, da je pomembno povedati, da po mojem čisto osebnem mnenju, to se odloča vsak sam, ampak po mojem osebnem mnenju končna razčlemba neumetnostnega besedila ni mišljena kot neka univerzalna predloga za šolski test. Menim, da se za preverjanje in ocenjevanje znanja mnogo bolje obnesejo testi, kjer se preverja natančno določena snov. Zgolj enkrat na leto, res največ enkrat na leto, pa je po mojem mnenju smiselno tudi takšno malce širše preverjanje. Zdaj, če spregovorimo o skladnji, v šoli namen poznavanja skladnje je najprej univerzalen. Če dobro poznaš skladnjo lastnega jezika, se mnogo lažje učiš tujih jezikov, lažje razumeš slovenščino, jezik kot nek abstraktum in se lažje spopadaš tudi s težavnejšimi besedili. Morda imate dijake, ki so jezikovno šibki ali ki berejo zelo malo kvalitetnih besedil. To postaja namreč vedno večji izziv povsod po Evropi. Zanje je lahko dobro poznavanje skladnje, vsaj tistih temeljnih osnov skladnje, nekakšna bližnjica do tega, da pridobijo vsaj nekaj tistega jezikovnega občutka, ki ga je sicer najlažje pridobiti z branjem. No, slednjič, in tudi to poudarja naš učbenik, pa je skladnja tudi pomagalo, ki nam pomaga delati najrazličnejše kombinacije na ravni sloga. Celotno vsebino učbenika lahko ponazorimo s tole skico, ki je vse slike so vzete neposredno iz učbenika. Na ravni skladnje v ožjem pomenu besede torej obravnavamo besedno zvezo, stavek in nato poved.
V ločenem poglavju pod naslovom iz besediloslovja pa nato ločeno obdelamo nadpovedno, skladno in razmerje med skladno in slogom. Sam osebno sem si za to ločitev zelo prizadeval. Opazil sem namreč, da se dijaki najprej dobro naučijo stavčne člene, dobro naučijo priredja in odvisnike, nato pa jim vso to predhodno znanje popolnoma zmede nadpovedna skladnja. In v tej zmedi smo se želeli izogniti in se z njo tudi na premišljen didaktičen način spopasti. Mogoče se to najlažje vidi kar iz kazala. Učbenik, ta del učbenika je razdeljen na dve ločeni poglavji, eno je torej skladnja, drugo iz besediloslovja, nadpovedna skladnja. In poleg teh dveh ločenih poglavij pa smo skušali to rešiti tudi z jasno umestitvijo stare snovi, recimo odvisnikov in priredi, v novo snov pomenska razmerja. Na ravni skladnje, stavka in povedi smo skušali v zanimivostih in v posebnem poglavju Pogled v znanost pojasniti tudi res vse tiste primere, kjer smo včasih vsi skupaj v zagati, kako jih razložiti ali kaj je prav, kaj je narobe. Sam sem si zelo prizadeval, da res nobena dilema profesorjev in dijakov, ki je prišla do mene, ne bi ostala neodgovorjena. Natančno je razloženo, na primer, zakaj pri priredjih in posledično pri nadpovedni skladnji moja slovnica ne navaja sklepalnega priredja, ampak tudi primere sklepalnega priredja uvršča pod posledično priredje. Zakaj se nam zazdijo nekateri odvisniki lahko nenavadni, kako je z uporabo določenih veznikov pri določenih odvisnikih, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je bolj ustrezno, kaj je manj ustrezno. Naš učbenik je tudi čisto prvi na Slovenskem, ki opiše tista dogajanja v zvezi z jezikom, ki dijake trenutno najbolj zanimajo, vas pa najbolj jezijo. In nas, no. Razložimo, kaj je povzemalnik besedila, kako delujejo strojni prevajalniki besedil in na kaj vse morajo biti dijaki pozorni, ko vsak dan uporabljajo sodobno tehnologijo. Tu bi vas opozoril, da je znanje dijakov s področja sodobnih digitalnih tehnologij zgolj navidezno. V resnici znajo uporabljati mobitele in aplikacije mnogo bolje kot mi, o jezikovni tehnologiji pa vejo zelo malo. No, in ta poglavja so napisana tako, da jih boste lahko tudi tisti izmed vas, ki morda o jezikovnih tehnologijah sploh še niste razmišljali, z lahkoto razložili dijakom. Torej, za razlago takšne snovi ni potrebno zdaj pridobivati novega in novega znanja, glede na to, da gre za novost za vse nas, je ta vsebina, ki jo seveda lahko v pouku vključite ali pa tudi ne, je pa nekaj novega, razložena tako, da vam pri pouku ne bo
delala nobenih težav, hkrati pa si boste dobili še dodatno občudovanje dijakov. Kajti izkazalo se je, da so takšne vsebine za dijake zelo dobra motivacija. Zakaj gre? Tu bi dal morda kot primer kar eno od neobveznih vaj v učbeniku. Dijaki dobijo vzporedno angleški izvirnik in nato to, kar oni uporabljajo, dva strojna prevoda, ki sta prevedena z dvema različnima prevajalnikoma besedil. Najprej z Googlovim in nato z novim slovenskim, ki ga najdemo na slovenščina.eu. V zadnjem stolpcu je dodan še dobesedni prevod. No, in kaj je zdaj naloga dijakov? S pomočjo znanja skladnje, ki smo ga pridobivali v obsegu od skladnje besednih zvez, skladnje stavka, besednega reda, skladnje povedi. Skratka, s pomočjo svojega celotnega znanja na podlagi teh 4 možnosti izdelati slovensko besedilo, ki bo slogovno ustrezno. Ob takšnih vajah prej pridobljeno znanje pride res do izraza, hkrati pa se krepi tudi zavedanje, kaj so slabosti sodobnih jezikovnih tehnologij. Krepi se zavedanje, kako ne moremo mi dati kar nekega besedila v strojni prevajalnik in pričakovati, da bo to besedilo primerno za rabo, recimo v referatu ali v spisu ali kje drugje. To zgolj kot zanimivost. Veliko pozornost smo posvetili tudi dobrim grafičnim ponazoritvam skladnje. S-struktura je na primer predstavljena tudi z barvami in razporejenostjo posameznih primerov. Tu vidite, da si primeri sledijo od najlažjih pa do najbolj zapletenih. Sproti pa v takšnih opombicah v okvirčku opozarjamo tudi na vse tisto, pri čemer se dijakom običajno zatakne. Tudi samo razmerje med glavnim stavkom, nadrednim stavkom, odvisnikom, priredjem je grafično dobro ponazorjeno. To pa zato, ker gre za snov, ki je skladenjsko zelo pomembna, hkrati pa tudi pomembna za pravilno stavo vejic in za dobro razumevanje obsežnejših besedil. Pri vsakem od stavčnih členov, če se vrnemo zdaj malo nazaj, so naštete prav tako vse možnosti, od najlažjih do najtežjih. Dijaki pa tudi grafično vidijo, da gre vselej za enako strukturo. Da se zgolj ti isti oblački lahko napolnijo enkrat z večjim in enkrat s krajšim besedilom. To je za krepitev sloga, za razumevanje besednega reda, za razumevanje samih besedil, za sposobnost branja v bistvu ključna snov celotne skladnje. Dobiti predstavo, kako zgradbeno deluje stavek in kako na to zgradbeno deluje poved. Če si nekaj
predstavljamo kot nek oblaček, pa vemo, da ta oblaček lahko različno polnimo. Potem lažje razumemo tudi vse tiste zamenjave slogovne, ko na primer zamenjamo odvisnik z besedno zvezo, pa zamenjamo eno besedo za razlago te besede, ko želimo malo bolj baročni stil ali pa malo bolj sterilni stil spet skrajšamo. Tu se ne izognemo niti temu poudarku, ki se ga včasih v šolah zanemarja, da so tudi odvisniki v resnici stavčni členi. No, obravnavo jezika vsaj nekoliko povezujemo tudi s pogledom v književnost. Malo. Ko smo na primer opozorili, da zelo dolge povedi niso vedno slogovno ustrezne, smo zraven navedli še en primer, ko pa je dolga poved slogovno ustrezna, in sicer smo navedli eno samo zelo dolgo poved iz Iskanja izgubljenega časa Marcela Prusta, na podlagi katere se lahko dijaki morda navdušijo za branje, hkrati pa dobijo jasen prikaz, kaj pomeni zapletena skladnja in kakšen literarni učinek lahko dosegamo, kadar gremo v skladnji malo dlje, malo globlje. S tem učbenikom se je sklenila tudi na učbeniški ravni obravnava jedra snovi slovnične, no, in ker ta snov v celoti sledi moji slovnici, šolski slovnici na kvadrat, to pomeni, da lahko dijaki odgovor na prav vsako šolsko snov najdejo tudi v ločenem priročniku, ki je povsem kompatibilen z učbenikom in hkrati dostopen tako v knjigi, kot tudi na jezikovnem portalu Franček. Kaj torej ponuja ta učbenik? Upam si trditi, da precej več jezikovnega znanja kot katerikoli dosedanji učbenik, da pa je to seveda mogoče, je to jezikovno znanje dovolj poenostavljeno, da se ne ustavljamo pri nepomembnih podrobnostih, ki so mestoma zelo obremenjevale pouk slovenščine, hkrati pa se ne bojimo iti v tiste pomembne podrobnosti, za katere je pa včasih manjkalo časa ob res obsežni snovi književnosti. No, te spremembe je uvedla že moja slovnica, ki je pri tem sledila najnovejšim šolskim slovnicam povsod po svetu, bi pa navedel samo nekaj primerov. Na primer, upustili smo mešanje slovničnega osebka z logičnim osebkom, ki je v resnici predmet. Skratka, dijakom se ni treba učiti, ampak je to navedeno samo kot zanimivost, da v stavku tete ni doma, da je v stavku tete ni doma besedica tete sicer predmet, saj se po njej vprašamo, koga ali česa ni doma, ampak hkrati pa lahko to vsebinsko razumemo tudi kot logični osebek in bi zato to podčrtali kot osebek. Takšnih primerov v redni snovi več ne obravnavamo kot osebek, ampak kot navaden predmet. Skratka,
osebek je tisto, po čemer se vprašamo kdo ali kaj, predmet je tisto, po čemer se vprašamo z drugimi, z vprašalnicami za druge sklone. To je bila recimo neka taka posebnost, ki jo je slovenščina kot eden redkih evropskih jezikov dokaj neutemeljeno ohranjala v srednjih šolah. Je pa seveda vse pojasnjeno, ne? Vendar v zanimivostih. Tudi pri števnikih ni več zapletanja s tem, da so števniki vedno prilastki. To smo si lahko slovnično privoščili zato, ker ne ločujemo več samostalniške besede in pridevniške besede, ampak samostalnik, pridevnik, števnik, zaimek, glagol in tako naprej. To spet pomeni, da se lahko da se lahko sprašujemo po vsaki besedni zvezi v stavčnem členu zelo naravno, instinktivno, na primer, kdo ali kaj je zanimiv, kraj dogajanja je zanimiv. In kaj bo tu jedro, kdo ali kaj, kraj. Kdo ali kaj je v sobi, 10 mož je v sobi. Kdo ali kaj, bo torej jedro 10, koga ali česa, mož. Skratka, ne zapletamo več s temi razlagami, da če imamo števnik, pa nastopi posebna situacija, ko moramo tisto, kar je v rodilniku, šteti kot jedro, in tisto, kar je v resnici v imenovalniku, šteti kot prilastek. Gre za nekaj v resnici zelo drobnih premikov. Takšnim primerom ste se mnogi učiteljic že zdaj zaradi zapletenosti kar izogibali, vendar pa ti premiki prihranijo v šoli veliko nepotrebnega dela, so teoretično povsem utemeljeni, s tem pa omogočijo tudi več časa za bistvene stvari. Zdaj, vse skozi v učbeniku opozarjamo tudi na različno rabo različnih priročnikov na Franu. Recimo, tu je en primer, ko pri obravnavi predmeta spregovorimo, da če nismo gotovi, s katerim sklonom se veže določen glagol, kateri sklon zahteva določen povedek, lahko vedno pogledamo na Frana v slovensko vezljivost, v SZKJ2 ali v slovar slovenskega knjižnega jezika. Vedno opozarjamo tudi za nazaj, kdaj smo v drugem ali v prvem letniku jemali kak osnov, in tu so zraven vedno tudi opozorila na poglavja v slovnici. Zdaj, v učbeniku boste opazili še vrsto takih drobnih malenkosti, ki pa sproti povezujejo znanje in ga tudi krepijo. Na primer, pri priredih opozarjamo takole skoraj neopazno, pri katerih ni vejice, da se še dodatno, na primer, utrdi znanje iz drugega letnika, ko se po naših učbenikih jemlje vejica. Zdaj pa bi
bi s tem zaključil. Vidim pa ravno tu vprašanje, ki se navezuje čisto na to, o čemer sem govoril, pa bi nanj kar odgovoril. Moje stališče glede večne dileme, kadar samostalniška beseda v imenovalniku poimenuje količino, lahko ta beseda predstavlja ali jedro ali pa levi prilastek. Meni je veliko bolj logično in tudi dijakom je bolj logično, kot pravi ta profesorica, da je jedro beseda, ki poimenuje količino. Ja, glejte, razložil bom, v čem je bila dilema. Za šolo je to, da je jedro beseda, ki poimenuje količino, najbolj logična in tudi edina prava rešitev. Zakaj smo se vsa ta leta potem učili, da je ta beseda, recimo, če imamo kozarec vode ali pa 6 dijakov, zakaj smo se učili, da sta kozarec in pa 6 prilastka? Zato, ker je slovnica Jožeta Toporišiča takrat zelo moderno vpeljala 2 pojma. Samostalniška beseda in pridevniška beseda. In števnik je bil uvrščen pod pridevniško besedo. Vsaka stvar, ki torej šteje, vsaka stvar, ki predstavlja količino, se ni smela obravnavati kot samostalnik. In tudi ni smela biti jedro. No, in to se je žal preneslo, to je teoretično zelo dobro zastavljena stvar, ampak spada na fakulteto. Žal pa se je sam pojem samostalniške in pridevniške besede prenesel v šole, zato se ni dalo stvari teoretično drugače reševati. Če pa mi namesto te skladenjske delitve besednih vrst vzamemo to, kar smo vzeli za osnovo v moji šolski slovnici in pa tudi v tem učbeniškem kompletu, torej oblikoslovno-pomenoslovno delitev besednih vrst, potem je pa števnik samostojna besedna vrsta in lahko števnike enkrat obravnavamo kakor samostalnike, enkrat pa kakor pridevnike. In vse tiste pozicije slovenskih števnikov, ko se vedejo kakor samostalniki, so seveda jedra. V tem je torej to bistvo, da nam tega niti ne bi pomislili, da nam ta razdelitev besednih vrst narekuje potem tako globoko v skladnik, kako bomo lahko pravilno poimenovali jedro ali prilastek. No, in še konec odgovora, katera rešitev pa se kot pravilno upošteva na maturi, zaenkrat obe. Zato, ker imamo tu učbenike, ki eni izhajajo na pol iz Toporišičeve teorije, samo res na pol, neustrezno. Eni pa že iz oblikoslovno-pomenoslovne delitve besednih vrst, ki je v resnici stara delitev besednih vrst, saj nič posebnega. Skratka, na maturi se upošteva to oboje. Verjetno pa ste opazili že novi maturitetni katalog, ki gre pa v smeri nove šolske slovnice. Skratka, dokler bodo na trgu še učbeniki po stari, po nekih starih klasifikacijah,
in hkrati novi učbeniki, bo dovoljeno oboje, nekje v prihodnosti pa računamo, da se bo v vseh učbenikih uveljavila ta oblikoslovno-pomenoslovna delitev besednih vrst. Zakaj? Zato, ker jo uporabljajo zdaj že vsi evropski jeziki, pa tudi angleščina. Skratka, in če želimo, da bi bila slovenščina izhodišče za pouk vseh jezikov, če želimo, da bo pouk slovenske slovnice dajal neko tudi univerzalno znanje o jeziku, potem je to bistven korak. No, in ravno zato sem hvaležen vsem, zdaj pa že res številnim profesorjem po Sloveniji, ki so s tem korakom začeli. To je zelo pomembno in zelo daljnosežno in pa tudi zelo dobro za vaše dijake. Najlepša hvala. Hvala, doktor Kozma Ahačič, za ta uvod in tako najbolj lepo predstavljeno konceptualno zasnovo našega novega učbenika. Zdaj pa bo vam doktor Irena Krapš Vodopivec, ki je soavtorica poglavja Izkladnje, kot učiteljica, profesorica, razložila še tiste temeljne, drobnejše korake, ki smo jih naredili oziroma obravnavali v poglavju Izkladnje, ki vam bodo seveda najbolj pomembni pri pouku z dijaki. Izvoli, doktor Irena Krapš Vodopivec. Hvala lepa, Aleksandra, za predstavitev. Ja, jaz upam, da se ne bom preveč, oziroma da se ne bomo preveč ponavljali, sicer pa ni nič narobe, če večkrat slišimo kakšno stvar, kadar gre za novo zadevo. Jaz bom kar delila z vami tole predstavitev, to se pravi, sekundo, bom zdaj pogledati, če bo tole delalo nazaj. Takole, ja, to se pravi, jaz sem naslovila svojo predstavitev Sprehod skozi Izkladnjo oziroma v razredu z novim učbenikom Moč jezika, potem se je pa skozi mojo pripravo izkazalo, da bi vendarle rada začela malce bolj na začetku in se potem dotaknila tudi tega, kako v razredu z našim novim učbenikom. Tako da sem si nekako zamislila, da bi vam na začetku oziroma da bi se res samo dotaknila, ker je tudi že Kozma veliko o tem povedal, dotaknila v bistvu izhodišč pač vezanih, torej izhodišč pouka slovenščine oziroma konkretno v našem primeru Izkladnje, to se pravi nekaj točk iz učnega načrta oziroma mature, to se pravi, kako učni načrt oziroma kaj učni načrt predvideva pri obravnavi Izkladnje in kako se skladensko zmožnost preverja na maturi. Omenjam tudi predmetni izpitni katalog, ki je bil tudi že danes omenjen, to se pravi, katere temeljne pojme ta novi izpitni katalog za leto 2024 navaja. Dotaknila se bom seveda ob vsem tem tudi cilja pouka slovenščine, to se pravi res razvite sporazumevalne zmožnosti dijakov, kar je v zvezi s Skladnjo še kako, oziroma kar je še kako povezano s Skladnjo. Potem bi na hitro preletela vsebino poglavja ob kazalu, ki ste ga danes v predstavitvi že videli in se ob tem spet dotaknila, ker se mi res zdi zelo pomembno te splošne konceptualne zasnove našega učbenika in potem na kratko na koncu del poglavja oziroma kako bi sama zastavila poglavje. Zdaj, če se samo dotaknem res enega izseka iz učnega načrta oziroma vsebinskega sklopa Skladnje, torej v 3. letniku, naj bi dijaki torej prepoznali oziroma zmogli povedati zadevo v tvornem in trpnem načinu, tvoriti priredne, podredno zložene povedi, združevati povedi v priredno oziroma podredno zložene povedi, jih strnjevati potem v enostavčne povedi s stavčnimi členi, odpravljati ponavljanje besed in tako naprej, oziroma še posebej recimo izpostavljen prilastko odvisnik in potem pretvorba v polstavke oziroma stavke z desnimi ali levimi prilastki. Učni načrt je nekaj, na kar smo seveda bili pri učbeniku pozorni. Kar se tiče mature, vemo, da se
skladenjsko zmožnost na maturi preverja tako z razčlembo neumetnostnega besedila, kot seveda še posebej pri eseju, in nekaj nalog, recimo iz razčlembe lanskoletne na maturi, samo spet rumeno sem označila, recimo, kaj so zahtevali oziroma kaj je bilo zahtevano, se verjetno vsi to poznate, ampak samo toliko, da se dotaknemo. Torej, določiti stavčne člene, poved, zanikati, prepoznati vlogo neke besede v stavčnem členu oziroma besedo knjiga, recimo, uporabiti v opovedi kot desni prilastek, potem eno stavčno poved razširiti v dvostavčno poved ali pa recimo tvoriti oziroma izrisati, izpisati S-strukturo, prepoznati recimo število stavkov, pogojni odvisnik, veznik v tem odvisniku, in kar se besediloslovja oziroma nadpovedne skladnje tiče, je recimo bilo potrebno prepoznati pomensko razmerje v določenem odstavku in potem iz tega izhajajoč slogovni postopek oziroma način razvijanja teme. Torej, naloge v maturi so seveda višje taksonomske stopnje, ampak kot vidimo, vendarle ostajajo, torej se preverja res temeljne stvari, ki smo jih tudi mi v učbeniku kot take označili. Kar se tiče eseja oziroma preverjanja znanja v eseju, vemo, da je po novem ocenjevanje nekoliko drugačno, to se pravi, da se vrednoti znanje glede na vrsto napak, ne več toliko na količino, torej upošteva se celoto, ker se torej esej ocenjuje bolj celovito, torej je v bistvu, ker vemo, da je skladnja na nek način vpeta pravzaprav vse jezikovne ravnine, je še kako torej pomembno, da res dijaki osvojijo bistveno, torej temeljno. Slovnično ustrezen po teh novih opisnikih je seveda esej, ki nima osnovnih napak, to pomeni, če iz vidika skladnje gledamo recimo napak besednega reda, ujemanja med osebkom in povedkom, recimo po mojih dolgoletnih analizah torej esejev dijakov, sta se recimo ti dve zadevi, kar se skladenjske zmožnosti tiče, tudi najpogosteje, govorimo o eseju, pojavljali kot osnovni napaki. Slogovno ustrezno besedilo je tokrat torej po novih ocenjevalnih kriterijih v eseju, pa seveda tisto besedilo, v katerem dijak zmore tvoriti zapleteno, zložene večstavčne povedi in seveda raznovrstne povedi, zmore pač uporabiti različne načine slovničnega navezovanja in tako naprej. Se pravi, vse, kar pravzaprav pritiče tako imenovani nadpovedni skladnji in za kar seveda moramo nek temelj postaviti znotraj te osnovne skladenjske ravnine. No, samo še na hitro, torej predmetni izpitni katalog torej v letu 2024 ima seveda torej vsebuje tudi te res temeljne pojme, ki naj bi jih dijaki obvladali, da bi bili uspešni na maturi, in kot vidimo, so seveda precej skladni z vsem, kar sem do zdaj na hitro res povedala oziroma kar se je tudi do zdaj že preverjalo na maturi. Zakaj sem vse to pokazala? Čeprav nekako naš učbenik res do določene mere, oziroma je to pravzaprav tudi naša tendenca bila, na videz poenostavlja nekatere stvari in je polno takih drobnih, kot je rekel Kozma, novosti, naprimer, da se pač besedno zvezo oziroma prilastke morda zdaj nekoliko drugače razlaga, poenostavljeno seveda in izhajajoč iz oblikoslovja, v bistvu tudi zelo utemeljeno, da so recimo stavčni členi pravzaprav tesno povezani oziroma jih lahko obravnavamo skupaj z besednimi zvezami v smislu, če prepoznamo jedro v besedni zvezi, potem seveda lažje določimo tudi stavčni člen, ki ima recimo tudi prilastek ali ga nima, se pravi stavčni člen brez prilastka ali s prilastkom. Potem recimo, da so nekoliko drugačna poimenovanja oziroma nekoliko drugačni poudarki, bolj kot poimenovanja pri stavkih, recimo, da izpostavljamo neodvisni, odvisni stavek, polstavek, pa stavek, da recimo, kot je Kozma že povedal, nimamo sklepalnega priredja in da se recimo nadpovedna skladnja res osredotoča oziroma izhaja iz tistega, kar dijak usvoji že pri skladnji. Ampak nič, torej, kar je bistveno oziroma nič, kar mora dijak obvladati, da se razvije seveda v suverenega govorca slovenščine, kar je seveda tudi cilj pouka slovenščine in
konkretne, tudi skladnje, seveda nič od tistega ni izpuščeno. Vse tudi, kar mora dijak znati na maturi, je v učbeniku označeno kot bistveno. S temi poenostavitvami se po moji presoji izognemo bolj temu, da navajamo preveč izjem oziroma da nastaja preveč izjem, kar je bil, kot sem pokazala lansko leto v predstavitvi oblikoslovja, cilj že pri oblikoslovju. Zlasti, kot je že recimo Kozma povedal, pri pomenski povezanosti povedi, torej pri nadpovedni skladnji oziroma pri nadpovedni skladnji. Torej, če dijak usvoji podredja in priredja, kar nekako do neke mere prinese v resnici že z osnovne šole in imamo v srednji šoli potem možnost to utrditi, bo seveda potem razumel in zmogel uporabiti seveda tudi na ravni, torej nadpovedni ravni, se pravi razumeti pomensko povezanost povedi. Torej, z razumevanjem bistvenega, temeljnega, torej dijaki v bistvu postanejo oziroma se razvijajo, a ne res v suverene govorce maternega jezika oziroma so pri rabi maternega jezika samozavestni, kar je seveda, kot vemo vsi in si zato tudi vsi prizadevamo, temeljni cilj pouka slovenščine. Torej, kar se tiče, če preletimo, torej ta druga točka, kot sem rekla, prelet vsebine ob kazalu in pa potem te temeljne poudarke. Že Kozma je pokazal tole slikico, se pravi 2 poglavji, skladnja in pa izbesediloslovja. Torej, začnemo tako, kot smo v oblikoslovju začeli, torej s tem uvodnim poglavjem, torej kaj je skladnja, potem pa gremo od skladnje besednih zvez, kar je Kozma in bom tudi v nadaljevanju samo še enkrat pokazal s tistim schematičnim prikazom. Se pravi, besedne zveze, stavek, ki je pač obsežnejše poglavje, ker pač predstavimo vsak stavčni člen, vrste stavkov, tukaj je, kot sem rekla, poudarek nekoliko drugačen, pač poimenovanje neodvisni, odvisni stavek, pa stavek in polstavek, vsebina stavka in seveda besedni red. Potem se uspnemo na skladnjo povedi, torej opredelitev stavka proti povedi in seveda obravnava podredi in priredi ter seveda te slavne grafične ponazoritve, torej S-strukture. Seveda pridemo potem do drugega poglavja, torej do besediloslovja, kjer se, kot sem rekla, izhajajoč iz tega temelja, ki smo ga usvojili v poglavju o skladnji, poučimo o razmerjih med povedmi, kar izhaja iz seveda znanja, torej o podredih in priredih, pa seveda navezovanje in napovedovanje, torej oblikovna slovnična povezanost povedi, da se, kot je bilo nakazano, kar se kot napaka pojavlja, izognejo dijaki oziroma da se naučijo, kako se izogniti ponavljanju. In pa predvsem, po moji presoji, res pomembno, torej kako skladenjske zmožnosti v resnici lahko uporabimo za slogovno raznovrstna besedila, torej kako lahko isto vsebino povemo na več načinov. Torej, kar se zdaj koncepta tiče, je bilo že pokazano, pa naj vseeno še enkrat pokažem in tisti, ki morda že uporabljate naš učbenik oziroma ste nas že poslušali, veste, da vsako poglavje začnemo s stripom kot neko uvodno motivacijo. Nadaljujemo seveda, oziroma vsako poglavje je res zastavljeno tako, da je bistveno ločeno od tistega, kar je dodatno, obrobno ali pa morda res manj pomembno ali pa pomembno za tistega, ki ga to v resnici, ta snov v resnici zanima. To se pravi, učbenik ne zapleta, kjer to ni potrebno, hkrati pa, kot je Kozma že lepo povedal, možnost poglobitve v učbeniku ostaja s pač posebnimi razdelki. Se pravi, kar je bistveno, je seveda v tekočem besedilu poudarjeno in potem seveda povzeto v okvirčkih pomnimo. Kot rečeno, vedno so bistveni podatki nekako prikazani v teh schematičnih prikazih snovi, h katerim se lahko vedno znova vračamo, predvsem zato, da dijak nikoli ne izgubi te slike celote, kar je pravzaprav tudi eno izmed naših izhodišč, da se ves čas dotikamo oziroma ves čas vračamo k sistemu, k celoti, s čimer smo v prvem letniku s povzetki tudi začeli. Vedno je vsaka snov dopolnjena seveda tudi zgledi. Zgledi so pomembni, ker si z njimi potem lažje stvari predstavljamo. Zelo pomembna okvirčka
danes že omenjena, torej pazite in najpogosteje se zmotimo, to sta okvirčka, v katerih so, bomo rekli, najpogosteje detektirane napake izpostavljene. To so napake, ki sem jih sama recimo srečevala oziroma tudi v precej bolj poglobljeni analizi največkrat srečala v večletnem preučevanju in popravljanju seveda dijaških esejev. So tudi napake, to so tudi napake, ki so se največkrat pojavljale recimo v korpusu Šolar, tako da to sta taka dva okvirčka z rdečo prav zato, da lahko pač, ko preletimo učbenik, pač res kot neka taka hitra pomoč pri pripravi recimo na pisanje, govorjenje oziroma tudi na test. Dodatne poglobitve so seveda v okvirčkih, kot je bilo rečeno, zanimivost, morda te bo zanimalo podrobneje, to pomeni, da se pač ne izognemo osnovi, ki ni osnovna, vendar je jasno razvidno, da to ni snov, ki jo dijak mora znati oziroma ki jo bomo pač vsako leto ali pa v vsakem razredu obravnavali. Se opravičujem. Torej, učbenik je sestavljen tako, da vsako poglavje oziroma pravzaprav na vsaki strani skoraj besedilo dopolnjujejo kazalke, ki ves čas opozarjajo, usmerjajo na to, kje najdemo poglobitev, katerega od podatkov, ki smo ga morda tukaj samo omenili, ker je bil že nekje drugje razložen, in seveda usmerjajo k rabi jezikovnih priročnikov, kar je nekoliko lažje, če se pač poslužujemo recimo različice učbenika, pa tudi, če imamo pred sabo papirnato različico, skoraj v vseh razredih so zdaj računalniki in imamo pač odprt recimo tale portal Fran ali pa kakšno drugo, predvsem Fran seveda z vsemi priročniki, jezikovno svetovalnico in tako naprej. No, kot je tudi bilo že rečeno, zelo pomembno se mi zdi, da je v učbeniku pri vseh snoveh in tam, kjer je seveda to smiselno in pomembno, tudi povezava oziroma nakazana povezava s tujimi jeziki. Vemo, da se vsi dijaki poleg materinščine učijo vsaj še enega tujega jezika in je pomembno, da si seveda znajo jezikovna pravila v svojem lastnem jeziku dobro predstavljati, da potem lahko tole lažje, bomo rekli, prenesejo tudi na učenje tujega jezika. Na koncu vsakega poglavja imamo seveda vaje za utrjevanje oziroma vaje ob izhodiščnem besedilu. To so vaje res, spet nekako se trudimo, smo se trudili pač ustvariti oziroma oblikovati vaje na tak način, da gre za načelo postopnosti, torej od tistih, kjer res te osnovne stvari preverjamo, utrjujemo, pa do tistih, ki so morda nekoliko težje. Čisto na koncu še poseben razdelek, kot ga tudi že poznamo, na koncu vsakega poglavja, torej pogled v znanost, kjer je razloženo v bistvu nekoliko bolj poglobljeno, recimo v tem primeru zakaj, kot je seveda bilo že danes povedano, zakaj v naši delitvi ni sklepalnega priredja. Gre za to, da tale pogled v znanost je po moji presoji zanimiv in pomemben zato, da nekako dijakom, pa tudi nam profesorjem, se nekako zavemo, kako pomembno je res, da poznamo te temelje, da razumemo bistveno, da potem lahko dejansko zaupamo svojemu občutku oziroma jezikovnemu čutu, ker mnoge primere, kot je tukaj lepo povedano, lahko interpretiramo po občutku oziroma se da zinterpretirati na vsaj dva načina. Zato je res treba usvojiti te bistvene pojme oziroma temeljno znanje. No, in kako si jaz to predstavljam bolj konkretno, res zelo na kratko pa zelo na grobo, ampak kako bi jaz nekako, oziroma kako jaz izpeljem, bom rekla, uro skladnjo v razredu. No, ne samo skladnjo, pravzaprav vsako snov vedno nekako začnem s tem, verjetno so me moji dijaki že malce siti v zvezi s tem, ampak vedno začnem s tem sistemom, to se pravi s tem, da spomnim dijake na povezanost jezikovnih ravnin, torej da jezik sistem, ki deluje
torej urejen sistem in da so znotraj pač jezikovne ravnine med sabo tesno povezane, kar je še posebej pomembno pri skladnji, ker se skladnja v resnici razrašča pravzaprav na vse ostale jezikovne ravnine. Zelo pomembna in tesna je jasno, vsi vemo, povezava med skladnjo in oblikoslovjem, na kar smo opozorili že v učbeniku za drugi letnik, kjer je bilo predstavljeno oblikoslovje. Tam smo v posebnem razdelku Povezujem in si lažje zapomnim že nakazali ta pomen oziroma bistvo, oziroma pomembno, bom rekla, povezanost oblikoslovja s skladnjo, oziroma za začetek izpostavili, da lahko v bistvu vsako besedno zvezo oziroma vsako besedo, besedno zvezo, stavek, poved pravzaprav opazujemo z več zornih kotov in so tukaj seveda predstavljeni primeri, recimo glasoslovno, oblikoslovno in skladenjsko. Prav tako smo pri oblikoslovju v tem istem razdelku Povezujem in si lažje zapomnim že opozorili na pomen besedne zveze oziroma na to, da res razumemo sestavo besedne zveze, torej da znamo predvsem določiti jedro, zato ker je to osnova potem seveda za določanje stavčnih členov, kot je večkrat v tem nadaljevanju tudi povedano. Torej, kako zares začeti? Torej, začnemo jasno z skladnjo besednih zvez, kot smo videli v kazalu, oziroma kot je lepo v tem shematičnem prikazu pokazano. Torej, začnemo z besedno zvezo, h kateri se sama osebno vedno znova vračam in tudi vsako naslednjo uro, kot sem rekla, so dijaki včasih že malce naveličani, ampak na koncu deluje, se vedno začnem s ponovitvijo, torej kot da bi sestavljala Lego kocke. Zdaj na naslednji slikici imam v bistvu bolj takole narisano, kot včasih grdo izgleda tudi moja tabelska slika, ampak gre za to, da v bistvu, ko začnemo z besednimi zvezami, se ukvarjamo s tole ravnjo, torej s besednimi zvezami in določimo besedno zvezo, samostalniško besedno zvezo z levim prilastkom, torej sosedov jaka, knjigo v vesolju, samostalniška besedna zveza z desnim prilastkom. Ko pridemo do stavčnih členov, to isto zadevo določimo kot osebek z levim prilastkom, torej in pa predmet, recimo knjigo v vesolju z desnim prilastkom. Naslednja faza, ko se ukvarjamo s stavki, z vrstami stavkom, določimo seveda neodvisni stavek, torej sosedov jaka bere knjigo o vesolju in tudi odvisni, ki temu sledi, ker bo to temo predstavil sošolcem. In seveda združimo neodvisni in odvisni stavek, potem ko smo na ravni povedi, v seveda podredno zvezo. In iz tega potem seveda tudi pridemo do nadpovedne skladnje. To je res samo na grobo pokazano, v bistvu, kako se vedno znova torej vračamo k tem temeljem, zato je, vsaj po moji presoji, usvojiti v bistvu to besedno zvezo, s čimer smo pri oblikoslovju že začeli oziroma vsaj nakazali to možnost, bistveno. To se pravi, da najprej seveda dijake spomnimo, da so besedne zveze podredne in priredne in se potem tudi nekoliko bolj posvetimo podrednim besednim zvezam, ki so malce zahtevnejše, ker je treba pač prepoznavati torej jedro in prilastek. Najprej seveda definiramo na nek način jedro in prilastek oziroma se vprašamo, ali razumemo, kaj pravzaprav jedro je, to se pravi, to je tista beseda, ki bo potem vplivala oziroma vpliva na obliko besede pred sabo oziroma za sabo, to se pravi na prilastek. Spomnimo na seveda na to, da imamo prilastek lahko na levi ali na desni strani jedra in da se levi običajno ujema z jedrom, desni pa ne, vsaj večinoma, kot bomo videli. Skratka, te bistvene stvari najprej na začetku res utrdimo ob čim več primerih, ker v bistvu na podlagi tega, da dijak zna določiti jedro, potem tudi prepozna vrsto besedne zveze, ki se pač po jedru imenuje. Najpogostejše besedne zveze so seveda samostalniške, prislovne in števniške in pa tudi seveda predložne besedne zveze, ki so pač poimenovane po predlogu, ker prilastka nimajo. Bistveno, da to razumemo, torej da to razumemo in znamo, je bistveno tudi pri prepoznavanju, kot sem že rekla, stavčnih členov, ker tudi tam seveda najprej določimo
najprej določimo jedro. V nadaljevanju se potem ukvarjamo s tem, kar je seveda že bilo nekoliko omenjeno in kar vas tudi zelo zanima, se pravi, kaj sodi v levi, kaj v desni prilastek, in tukaj se jaz ne bi v podrobnosti spuščala, ker je Kozma že lepo razložil, torej konceptualno, zakaj smo se odločili za tak način, ampak je pa zelo sistematično predstavljeno, se pravi, kaj v levi prilastek običajno sodi, se pravi pridevnik, ker se iz oblikoslovja že spomnimo in smo utrdili, da seveda pridevnik stoji ob samostalniku na njegovi levi strani in se z njim ujema v spolu, sklonu in številu, torej redoljubni fant. Prav tako to ni težko v zvezi z zaimkom, s svojilnim zaimkom, recimo moj oče, tudi svojilni zaimek stoji levo od samostalnika in se seveda po njem, kot po pridevniku, vprašamo z vprašalnicami za pridevnik oziroma zaimek. No, nekoliko drugače in tista težava oziroma ta zadrega je pa bila, kot rečeno, pri števniku, zato smo poimenovali izhajajoč seveda iz tega, kako smo to razložili v drugem letniku, torej v oblikoslovju, da v levi prilastek uvrščamo običajno tudi pridevniški števnik, kot imamo tukaj z rumenim označeno, torej 2 prijatelja, koliko prijateljev. Medtem ko 10 mož je pa seveda desni, torej 10 mož imamo pa pač števnik v jedru, ker tukaj seveda števnik prevzema vlogo samostalnika. Kot rečeno, ker je to pač tisto, kar je, nekoliko včasih zahtevnejše, je tale težava, na to težavo opozorjeno v okvirčku pazite, torej da so nekateri števniki bolj podobni, bomo rekli, pridevnikom, drugi pa samostalnikom, hkrati pa se seveda lahko spomnimo ali pa tudi kar vrnemo v učbenik Moč jezika 2, ko imamo, kjer imamo razlago glavnih, ločilnih in nedoločnih števnikov. Torej, zakaj bi rekla jaz, da je besedno zvezo, zakaj sem rekla na začetku, da se mi zdi bistveno, da besedno zvezo res dojamejo in da jo utrdimo, ker se, kot rečeno, vedno znova vračamo k tem pojmom, torej k jedru in prilastku. Tudi pri stavčnih členih sicer ohranjamo, bom rekla, goli pa zloženi stavčni člen, vendar se vedno pogosteje opredeljujemo kar do stavčnih členov, ki so pač stavčni členi brez prilastka, recimo sestra, ali pa stavčni člen s prilastkom, torej prijazna sestra. Ta prilastek je seveda potem lahko na levi in desni, torej zato je treba znati in utrditi besedne zveze. Prav tako se k besedni zvezi vračamo pri obravnavi besednega reda znotraj poglavja o stavku. Tudi tukaj gre pravzaprav kar za kazalko na znanje o besednih zvezah, torej ustaljen besedni red, namreč znotraj besednih zvez je besedni red seveda ustaljen in se tukaj v bistvu dijaki ne učijo na novo snovi, ampak ponovijo pravzaprav to, kar smo utrdili in večkrat ponovili pri besedni zvezi. Tudi pri povedi se vedno znova vračamo oziroma pri obravnavi povedi se vedno znova vračamo k besedni zvezi, še posebej torej pri teh tako pomembnih pravzaprav pretvorbah, torej pretvorbe so pomembne predvsem zaradi tega, da lahko dijak isto snov pove seveda na različne načine, kar ustvarja slogovno pestrost njegovega sporočanja, torej njegovega besedila, in pa tudi seveda pri preverjanju na maturi so te pretvorbe pogoste, recimo, da vemo, da lahko posledično priredje pretvorimo v vzročni odvisnik ali v prislovno določilo vzroka in seveda to teče v obe smeri, tudi prislovno določilo vzroka večinoma lahko pretvorimo v vzročni odvisnik oziroma posledično priredje in spet smo seveda pri besedni zvezi, torej zaradi dežja je seveda predložna besedna zveza, ki so jo dijaki že osvojili v tistem prvem poglavju. Takole na kratko, mogoče samo še ena stvar, veliko sem razmišljala tudi o tem, kako v bistvu, oziroma veliko razmišljam pravzaprav vse leta, odkar poučujem, kako uspešno priti skozi vsa 4 leta, in to je običajno tudi pogosto oziroma običajno vprašanje, ko se pač mogoče nekih novih gradiv lotevamo, kako
uspeti oziroma kako znotraj tistih zelo omejenih ur slovenščine, jezikovnih ur, priti skozi vso snov. Zdi se mi, da je naše učbeniško gradivo temu res zelo naklonjeno, in sicer še posebej, če poskusimo na pouk slovenščine gledati kot na celoto. To se pravi, da imamo, bom rekla, 4 leta časa, da dijaka opremimo z vsem jezikovnim znanjem. Sama se torej odločam za način, da v bistvu res gledam celovito, torej na vsa 4 leta, in v prvem letniku si kar vzamem čas in ponovim slovnico, pravopis, besediloslovje in zgodovino jezika ob povzetkih, ki so v prvem delu prvega učbenika Moč jezika. Predvsem torej z 2 razlogov, zato ker je to namenjeno ponovitvi v resnici snovi, ki naj bi jo dijaki vsaj do neke mere iz osnovne šole s sabo že prinesli. In ker v bistvu na tak način pravzaprav malce spodbudim dijake in pa imam, bom rekla, en okvir, ki ga lahko v bistvu ves čas že potem pri ocenjevanju tudi preverjam. Namreč od dijakov zelo hitro v gimnaziji zahtevamo precej koherentna in kohezivna in slovnično seveda oziroma pravopisno pravilna besedila, torej že v prvem letniku. Tako da se mi to zdi zelo dober način. Zakaj sem to izpostavila? Ker v resnici potem kakšno stvar po svoje priredim, kar se ostalih poglavij tiče, torej slovnico grem res pač po vrsti, glasoslovje, oblikoslovje in skladnjo, in temu res posvetim zelo veliko pozornosti. Medtem ko pravopisu posvetim več pozornosti pri tem povzetku in se potem osredotočam na pravopisne težave, ki sem jih pač recimo detektirala kot najpogostejše pri, torej izhajajoč iz esejev skozi vsa leta, kar pri oblikoslovju in pri skladnji. Kot ste videli, recimo se na vejico opozarja, pri oblikoslovju opozarjamo na veliko začetnico in tako naprej. Skratka, na ta način v bistvu ves čas po malem utrjujem tiste najbolj problematične zadeve oziroma najbolj problematična mesta. Potem pa nekako na dijake preložim, bom rekla, delček odgovornosti. Kot zelo dobra praksa se je izkazala, da pravopisno snov dijaki v obliki nekega recimo referata in govornega nastopa v bistvu po sklopih predstavijo, torej več dijakov, več snovi, s čimer v bistvu dosežem tudi več različnih ciljev. Se pravi, dijak se mora v neko strokovno snov poglobiti, jo potem torej v neko primerno obliko besedila zapisati in seveda tudi govorno predstaviti. Kar se pa zgodovine tiče, ki je izjemno pomembna, kot sem rekla, jo povzamem v prvem letniku, potem pa v bistvu v 4. letniku grem poglobljeno skozi vso zgodovino še enkrat, medtem ko se potem vmes res te zgodovine bolj dotikam ob književnosti. In sicer, zakaj sem se tako odločila, ker se mi zdi, da dijaki v 4. letniku, če delamo na tak način, kot delam sama, imajo v bistvu že precej več izkušenj, precej več znanja in lahko v bistvu zelo pomembno poglavje, torej zgodovine slovenskega jezika, obravnavam strnjeno in veliko hitreje kot recimo v tistih prvem recimo ali 2. letniku torej srednje šole. Tako, torej vse to, kar sem na kratko omenila in predstavila, je v bistvu, se pravi, svežina našega učbenika, je po moji presoji, kot sem že pri oblikoslovju rekla, pa ponavljam še enkrat, v takih navideznih poenostavitvah, ki pa ne prinašajo novih izjem, ampak sistem ohranjajo. Gre za to, da želimo seveda od dijakov, da so uspešni pri uporabi, bomo rekli, svojega maternega jezika oziroma da razvijajo sporazumevalno zmožnost, kar pa seveda pomeni tvoriti kohezivna, koherentna besedila in k temu, po moji presoji, učbeniški komplet veliko prispeva. Hvala lepa za pozornost, upam, da nisem bila predolga.
Hvala, dr. Irena Krapš-Vodopivec. To je bilo zelo zanimivo in poglobljeno predstavljeno, da so učitelji, profesorji lahko res dobili občutek, kako smo skladnjo pripravili v novem učbeniškem gradivu. Zdaj pa vsekakor zelo pomembna snov in vsebina je tudi pravopis in zgodovina knjižnega jezika, poleg tega pa seveda besedilne vrste, ki so tudi zelo, zelo natančno in z veliko vajami predstavljene v naših učbeniških gradivih. To bomo seveda imeli v drugem delu učbenika, ki ga še pripravljamo, vendar v nadaljevanju avtor dr. David Puc nam bo predstavil na že obstoječem gradivu, ki smo ga v drugem in prvem letniku te snovi obravnavali, in pa seveda na nakazu povedal, kaj bomo predstavljali še letos v tretjem letniku drugega dela učbenika. Dr. David Puc, izvolite. Ja, lep pozdrav, torej vse lepo pozdravljam. Hvala, da ste se udeležili tega seminarja. Po nekaj tehničnih težavah sem tudi jaz uspešno se priključil. Ja, jaz predlagam, torej, kot je bilo rečeno, moj del učbenika oziroma ta del učbenika, za katerega letos skrbim sam, je šele v nastajanju. Torej, to, kar ste zdaj poslušali o skladnji, je tako rekoč pred tiskom, ne? To je prvi del učbenika za tretji letnik. Ta drugi del je pa res v nastajanju, tako da jaz bi svojo predstavitev imel krajšo in pa bi se skliceval predvsem na prvi in drugi letnik, na poglavja iz besediloslovja in pravopisa, in pa seveda nakazal, nekaj gradiva je vendarle v Wordovi obliki že torej izdelanega in bi vam to mogoče pokazal kot en, recimo temu, okus tega, kaj lahko pričakujemo zdaj v tem tretjem letniku. Pa bi, če dovolite, kar delil ekran z vami. Se opravičujem, ker sem bolj Teams uporabnik. Se pravi, trenutek. Ja, upam, da zdaj to vidite. Ali je to mogoče tudi, tako. Skratka, moram nazaj, se opravičujem. Takole, ja. Torej, besedilne vrste in pravopis Moč jezika 3. Za začetek bi na hitro pogledali nazaj, torej kaj se o besedilnih vrstah oziroma o besediloslovju, ne, kaj smo govorili v Moč jezika 1. Če se spomnite, oziroma tisti, ki še ne uporabljate morda našega učbenika, torej začenjamo v prvem letniku, v drugem delu učbenika, prvega letnika, s pojmom sporazumevanje, načela uspešnega sporazumevanja, dvosmernega oziroma uspešnega sporočanja, dvosmernega sporazumevanja, tvorba besedil in raznovrstnost besedil. In potem preidemo po tem nekem, recimo, širšemu torej delu, preidemo na besedilne vrste. V prvem letniku so to predstavitev osebe, kraja in poti, vabilo, zahvala in opravičilo ter kot vedno pogled v znanost in seveda vaje. No in tole bi bil recimo en kratek izsek iz prvega letnika, recimo vabilo, da si predstavljate, torej poglavje je zgrajeno in bo tudi zdaj v tretjem letniku zgrajeno tako, da je najprej neka kratka napoved, potem so primeri besedil, ali eno samo ali pa več. V primeru vabila je teh primerov več, ker so pač lahko vabila zelo neformalna, lahko nekoliko formalnejša, lahko zelo uradna, potem seveda javno vabilo in potem, kot že rečeno, ta glavni del je pravzaprav v tem razdelku Pomnimo, kjer so nekako izpostavljene tisti elementi snovi, ki so recimo bistveni. No in potem sledi recimo... Mislim, da tebi tvoja prezentacija ne gre naprej, nazaj. Da mi ne gre naprej. Ne, zaenkrat še vedno kaže pravopis v Moč jezika 2. Zdaj pa mogoče premikati, da vidimo, če se sploh da. Jaz premikam na računalniku, morda ne premikam na pravem mestu. Ne vidi se. David, če lahko, pejdi nazaj ven, torej sklopi zdaj tole in potem v bistvu, ko klikneš delitev zaslona, moraš iti na tisto, da vidiš zdaj Aleksandro gor, tisti okvirček klikni, da je in pol pa klikni share.
A si me razumel? Ne vem, če sem bila čisto dovolj jasna. Torej, tisti prvi, ti imaš zdaj, ko klikneš, da bi rad delil, imaš več možnosti, na kaj bi kliknil. Ne klikniti na predstavitev, ampak na tisto sliko, kjer vidiš Aleksandro, da bo delilo cel tvoj zaslon, in pol klikni deli in potem bo delalo. Evo, zdaj dela. A je zdaj boljše? Aha. Zdaj pa je. A če grem zdaj naprej, samo čakajte, kje pa gre naprej? Kar s puščico pejdi na računalniku. Dela. Je šlo naprej. Je šlo naprej. Se opravičujem. Skratka, tole je bilo mišljeno. Kazalo moč jezika 1, torej kaj je sporazumevanje, besedilne vrste so tukaj naštete, saj ne bi šel preveč podrobno, pogled v znanost in vaje, kot je bilo rečeno, no in potem je tole, pa zdaj upam, da vidite, torej izsek iz moč jezika 1, se pravi vabilo, recimo primer obravnave te besedilne vrste, nekaj primerov vabila, potem pomnimo, kjer so glavni elementi snovi zbrani in razloženi, in potem še ta schematski prikaz z miselnim vzorcem in pa poglavje, oziroma bomo rekli, en tak podnaslov, razmislimo o besedilu. Tukaj je pač to vezano na tiste prej na te, se pravi, na ta tri vabila. No, potem, to je bil samo primer, recimo. Potem v moč jezika 2 je šla stvar naprej in smo potem dodali načine razvijanja teme oziroma slogovne postopke in pa nove besedilne vrste so bile v drugem letniku, življenjepis, uradni življenjepis kot posebna vrsta življenjepisa, potem uradna prošnja, prijava in pritožba, vrste pogovorov s posebnim poudarkom na intervjuju in pa referat ter seveda vaje. Recimo primer iz učbenika moč jezika 2, obravnava uradnega življenjepisa. Spet vidite torej nek uvodni tekst, neka napoved, potem smo si tukaj zamislili tudi primer enega razpisa, recimo za delovno mesto, pa potem razmislimo o besedilu, na to primer življenjepisa v klasični obliki in pa življenjepisa v strukturirani obliki oziroma na obrazcu. Potem sledi, po tem primeru besedila, sledi ta del razmislimo o besedilu, s katerim, torej kjer je vodeno pravzaprav pogovor z dijaki, voden in pripelje pravzaprav do tega, kar je potem v razdelku pomnimo nekako zbrano, torej kot tisto najpomembnejše. In tako, to je torej ta razdelek pomnimo. Zdaj pa v moč jezika 3 bodo pa naslednje besedilne vrste prišle na vrsto. Publicistično poročilo, znotraj tega bo poseben razdelek tudi o novici, ker včasih dijaki mešajo oziroma je ta meja včasih ni najbolj jasna in bo tudi novici posvečenega nekaj prostora, potem reportaža, komentar, poleg komentarja tudi ocena in recenzija, malo krajše, in pa mogoče najpomembnejše esej in posebej smo si zamislili tudi nekako povezavo s književnostjo, tudi šolski esej, torej ta maturitetni oziroma naš šolski esej pri slovenščini. Zdaj bi pa jaz spet delil z vami ekran in sicer ne vem, če bo mene direktno dalo na komentar, a vi zdaj to vidite, kar je meni odprlo? Ja, se vidi. Jaz sem to dal kar, se pravičujem, kar v Wordovem besedilu, v PDF sem pretvoril in je zadeva zelo groba. To je neoblikovano, zamislite si vso tisto barvno, schematsko in tako naprej podlago. To je res nekaj grobega. Tega niti Aleksandra še ni videla. Res na hitro, torej komentar, recimo na primeru komentarja. Potem primer enega komentarja, razmislimo o besedilu spet in pa zdaj tukaj manjkajo seveda kakšne kazalke, manjka vse tisto, kakšni okvirčki, ki se bodo potem še skozi komentarje, ki jih dajemo drug drugemu, torej soavtorji med sabo, pa še recenzija pride in tako naprej, tu se bodo stvari še spreminjale. Ampak v grobem, torej razmislimo o besedilu, teh vprašanj je malo in so zelo usmerjena. Se pravi, so zelo usmerjena k temu, kar je potem v razdelku pomnimo razloženo kot recimo bistveno. Tako da se to povezuje.
sledil bo spet en tak miselni vzorec in potem recimo gremo na kritiko ali oceno, spet recimo en primer, en delček kritike, skušal sem nekako obvladljive, torej po dolžini obvladljive primere besedil ustaviti tukaj, potem spet ta o besedilu in pomnimo ter na kratko še o recenziji. Tukaj mogoče pride še kaj, torej je verjetno to še ni dokončna verzija. No, če se zdaj vrnem nazaj, zdaj pa, kako pa zdaj nazaj? A zdaj vidite nazaj PowerPoint? Ja, no, odlično, super. Zdaj grem pa na šolski esej, bi vam pa še tole pokazal. Tako, to je pa, pravzaprav najprej je poglavje o eseju, torej neka, recimo v tem splošnem eseju, z področja umetnosti, ne vem, nekih družbenih aktualnih dogajanj. Potem pa podrobneje prav šolski esej, kjer poskušam pa nekako, mislim, da doslej v učbenikih tega ni bilo na tej ravni, no, oziroma se je to kar nekako prepuščalo pouku književnosti, pa mislim, da je škoda, ker se tukaj lahko poveže vse skupaj ravno v 3. letniku, ko so dijaki tudi že dovolj kompetentni, bi rekli, ne, za pisanje konkretnejših, kompleksnejših besedil, kot je šolski esej. No in poskušam tukaj na primeru recimo enih takih klasičnih navodil, Zločin in kazen ter Visoška kronika, to sta dve besedili, ki ju dijaki zelo verjetno že poznajo iz 2. letnika. In spet da razmislimo o besedilu, spet ponavljam, to je delovna verzija, to se bo še spreminjalo, dopolnjevalo. Potem je tale pomnimo, kjer torej so ključni poudarki o tem, kako napisati šolski esej, zbrani, se pravi od natančnega branja naslova in navodil za pisanje, ne, tudi neki napotki, tukaj to še manjka, čisto taki triki, ne, kako napisati, kako se lotiti pisanja šolskega eseja. Potem osnutek, recimo, potem pisanje eseja, kaj naj bo v uvodu, kaj v jedru, kaj v zaključku. Potem te usmerjevalne glagole poskušam, to bo verjetno še malo dopolnjeno, navesti, torej, da se dijaki nekako naučijo, kaj se od njih zahteva. Utrdimo, ne, torej, da po navodilih poskušajo, po tistih danih navodilih zgoraj skušajo napisati tak esej. In potem še primer, torej še o tem, kako pišemo razlagalni ali interpretativni esej. Tukaj sem pa si zamislil en odlomek iz Samorastnikov, recimo, in potem razmislimo o besedilu spet, skratka, nekako jih dijake s tem delom vodimo v analizo tega odlomka. In potem pomnimo, kjer nekako sem poskušal zbrati skupaj vse te ključne, torej tisto, kar je res pomembno, no, da se tega dijaki zavedajo, ko se lotijo pisanja interpretativnega eseja. Torej, kaj je notranja zgradba, ne, kaj je tisto, kar je pri tem tipu eseja ponavadi v ospredju, ne, kako se nek odnos med osebami spreminja, kakšno je vzdušje, recimo v odlomku, ali se to vzdušje spreminja, kako se stopnjuje napetost in tako naprej. Potem jezikovnim in slogovnim elementom, to je seveda klasičen del analize odlomka, ne, tudi kaj vse lahko sodi pod jezikovne oziroma slogovne prvine. In kot rečeno, no, ta del je malo daljši, ker se mi zdi, da je interpretativni esej kar en velik izziv za naše dijake. Tukaj omenjam tudi maturitetni esej, točkovanje, tu bo povezava na Državni izpitni center, ne, tudi na predmetni izpitni katalog za leto 2024, in pa omenjam tudi 2 priročnika, ki sta mi bila v pomoč, predvsem bi omenil tole publikacijo, ki je šla na Licu tudi, no, kako pišemo šolski esej. Če še ne poznate, mislim, da je čisto nova. Skratka, to je en tak pogled v besedilne vrste v 3. letniku, sledijo pa še vaje, ki jih pa zdaj tukaj nimam pred sabo. No in če grem naprej še na pravopis, tole je kazalo pravopisa iz 1. letnika, torej pisanje z veliko in malo začetnico.
je bilo torej to področje. Tukaj malo v spomin, kako je bilo sestavljeno poglavje, recimo ta del mala začetnica, predtem je že velika začetnica, tukaj je mala začetnica, spet vidite to zasnovo poglavja, torej napoved, kratko besedilo, potem razmislimo o besedilu, pomnimo s posebnostmi tudi, potem smo dali tukaj še eno besedilo, recimo vidite od paradiža do pekla, je to besedilo kot ena taka hitra utrditev, recimo, spet o besedilu razmišljamo in pa pogled v znanost, recimo, je ravno tukaj na koncu poglavja velika in mala začetnica. Tako, v moč jezika 2 je bilo pa pravopisno poglavje, torej so bila pa pravopisna poglavja ločila, deljenje besed in pisanje skupaj ali narazen. Torej, to je bilo v lanskem letu, v dvojki. Recimo primer pri ločilih je recimo bila sestava poglavja takšna, kot jo vidite, torej najprej z enim besedilcem poskušamo torej ugotoviti, kakšna je vloga ločil, kaj vse počnejo ločila, potem vejica natančneje, spet eno uvodno besedilce, kratko, torej tako, da se ga da res prebrati in da je usmerjeno res v tisto, kar je cilj te učne enote, se pravi v tem primeru vejica. Potem razmislimo o besedilu, zelo vodeno, spet to nas pripelje do tega pomnimo, ki je tukaj seveda malo kompleksnejše, ta razdelek, ker je seveda vejica tudi malo bolj kompleksno ločilo. No in tukaj več teh okvirčkov vidite s posebnostmi, z izjemami, s kakšno nadgradnjo, s kakšno zanimivostjo. Skratka, vseeno pa se mi zdi, da je nekako grafično in kar dobro členjeno, se pravi, da se stvari ne pomešajo. Spet je tukaj nekako ta miselni vzorec in pa ta razdelek najpogosteje se zmotimo, kot je bilo že omenjeno, torej tiste napake, ki so najpogostejše, recimo, in ena kratka vajica utrdimo. To je bilo recimo poglavje o ločilih, oziroma o vejici, samo o vejici. Poleg tega seveda imamo pa še potem vaje. Vaje so pa še posebej, to je v bistvu ta učbeniški del, zatem pridejo potem pa še vaje, ki jih pa spet tukaj nimam sedaj pred sabo. No in zelo na kratko, ker to je pa res v nastajanju, je pa pravopis v moč jezika 3, torej pravopisno si bomo pogledali še zapisovanje črk oziroma glasov in pa zapisovanje prevzetih besed ter seveda vaje. No in spet bi tukaj pokazal trenutno zasnovo poglavja, to je res delovna verzija, samo da si predstavljate, upam, da se to vidi zdaj, da delam prav, se pravi iz pravopisa, malce se tukaj vendarle spet spomnimo na pravopis, dali bomo nekaj primerov pravopisnih pravil, recimo iz slovenskega pravopisa ali pa iz slovnice na kvadrat, potem si predstavljam, da bo verjetno eno besedilce, morda kar tole o Slavku Grumu, spet zelo kratko, samo delček, in razmislimo o besedilu, spet nas to vpelje nekako predvsem v zapisovanje glasov. Torej, ta odnos glas črka oziroma fonem črka. No in potem bo to poglavje z nekim takim uvodnim delom. Tukaj bo verjetno potrebno tudi se spomniti še nekakšno stvar, ki smo jo že pri zgodovini jezika ali kje druge obravnavali. No in potem pridemo do tega razdelka pomnimo, kjer bodo najprej samoglasniki razloženi, torej kako je z zapisovanjem samoglasnikov, posebna pozornost bo seveda na zapisovanju polglasnika, pa potem se spomnimo spet na morfonološko načelo, ki ga že poznamo iz prvega letnika, z področja glasoslovja. Tale pomnimo bo šel v neki takšni smeri podobni naprej, se pravim, to je res prva verzija, še nepregledana. Soglasniki, zapisovanje soglasnikov, potem zvočnika v in l, seveda tukaj, da se spomnimo na te izgovorne variante zvočnikov. Posebej bi se veljalo dotakniti tega problema uja oziroma v-ja na začetku recimo določenih besed, predvsem glagolov, in pa seveda pravopisna sklopa, torej črkovna sklopa nj in lj, kjer se pogosto
zgodi, torej, da pozabljamo na tole črko J, življenjski, prejšnji, bližnji in tako naprej. Kot vidite, tudi tole bo pazite, kakšne zanimivosti verjetno še sem pridejo, potem še enkrat pazite, tole izpuščanje črke J, ko tvorimo glagolnik oziroma samostalnik, predloga SZ oziroma KH sta tudi pravopisno zanimiva, in pa najpogosteje se zmotimo, to je zdaj taka delovna verzija, verjetno bo tukaj še kaj nastalo. Potem pa še kratko utrdimo, torej preden gremo res na tiste vaje, bo tukaj še nek tak razdelek utrdimo, torej da se takoj ponovi, takoj utrdi, ko se snov obravnava. Še preden se da kakšno domačo nalogo, recimo, ali kaj takega, da se to že v šoli skupaj opravi. No, in s tem bi jaz pravzaprav po mojem, se opravičujem, še zapisovanje prevzetih besed. Poglejmo še to, to je pa res kratko, ker to pa res nastaja ta trenutek. Torej, kako je s prevzemanjem tujih besed, v zadrego pridemo seveda pri zapisovanju. Tu je spet eno kratko besedilce, v katerem bomo razmišljali. Karel, Charles, zakaj enkrat Karel, prej pa Charles, se gre za isto osebo, to je recimo zanimivo, pa zakaj je William, pa Harry, zakaj je Karel, pa Juri, šesti, in tako naprej. Skratka, imamo res en tak zanimiv, aktualen primer besedila, nekaj razlage, in potem tale pomnimo, ki je pa res še v nastajanju, se pravi, kako je s prevzemanjem splošnih oziroma občnih imen, kako je potem z lastnim imenjem, ampak tega pa še nimam, skratka. To je res bolj za pokušino, bi rekli. In mislim, da sem s tem tudi zaključil svoj del. Hvala za pozornost in upam, da vam bo nastajajoči učbenik všeč. Hvala. Hvala, David, tudi tebi na koncu res izčrpna, konkretna predstavitev še pravopisnega in pravopisne vsebine in pa besedilnih vrst, ki so zelo tudi hvaljene strani uporabnikov, ki jih že uporabljajo naša učna gradiva v razredu pri pouku. Zdaj, jaz vas še enkrat povabim, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, da nam posredujete. Če ne, se vam še dejansko enkrat najlepše zahvaljujemo vsi skupaj, da ste nas poslušali, se družili z nami. Malo smo potegnili več kot uro, ampak imamo veliko za povedati. Verjamem, da je tudi bilo koristno za vas. Če vprašanj ni, se poslavljam in želim vse dobro, predvsem uspešen zaključek šolskega leta, če se več ne vidimo, in seveda vabljeni, da pogledate nove izdaje in se nam pridružite.